Mladi igralci kulturnega društva Kamot so s svojim uspehom presenetili celo svoji mentorici. Predstava Srote je namreč požela velik uspeh tako na regijski kot tudi na državni ravni. Kakšne uspehe ste dosegli na gledaliških festivalih s svojo predstavo Srote? Ja, v bistvu je to naša prva predstava naše mladinske sekcije in smo se iz območnega regijskega srečanja prebili do državnega srečanja in tam smo dosegli eno lepo nagrado, to je Zlata plaketa. Pa je bil tak uspeh za vašo predstavo pričakovan ali ste bili presenečeni, glede na to, da je bila pač to prva mladinska predstava? Sva bile kar presenečene z Lucijo, v bistvu je bilo tako, no, ko sva to začeli delati, ko je Lucija meni predstavila idejo, kaj bi delala, jo je malo skrbela, bo to primerno, tako bo dobro izpadlo, pa sem rekla, ja, dajva Lucija, nujno to morava narediti, a ne, in potem, preden je bila v bistvu končana, ker to smo delali tako, da je Lucija sproti pisala, glede na otroke, a ne, ko se je bilo treba prijaviti na JSKD, nisva čisto točno vedela, kako bo izpadala, ali ja ali ne, pa sem si rekla, dajva, a ne, in sva se prijavili, smo prijavili predstavo in na koncu smo prišli do zlatega priznanja in do državnega srečanja, kar je super, ja. Zlata plaketa je prav gotovo velikega pomena za vse, ki so sodelovali pri predstavi. Avtorico besedila smo zato vprašali, kaj jim ta nagrada pomeni. Veliko nam pomeni sploh neko potrditev, zaradi tega, ker smo z Srotami, s to skupino začeli šele lani jeseni, ja, to pomeni septembra, in smo potem čisto za foro rekli, dajmo se prijaviti, Meta me je skozi spodbujala, jaz sem rekla, ne, jaz nisem prepričana niti v svoj tekst, pa to, in pa smo se prijavili in prišli pol na območno, regijsko in na koncu še na državno, kjer smo dobili to zlato plaketo. Kaj pa odziv otrok? Kako so se oni odzvali na dejstvo, da so prejeli nagrado za svoje delo? Ja, otroci so bili ful ponosni, res, ful jim je to veliko pomenilo in tudi sem pač mogoče mislila, da gledališče ni toliko popularen, ker je mogoče kakšna druga zadeva pri otrocih, šport ali pa ne vem, ples, ampak ne, so bili ful so bili ponosni, tudi mi da smo bile ful ponosni na njih in tudi so, ko smo jim rekli, ko smo šli v Novo mesto na tekmovanje, smo rekli, da se morate pa pripraviti, a ne, da bomo dobili zlato plaketo in so bili res tudi malo, so imeli treme, malo jih je zagrabili, tako da, ja, zelo zanimivo so se odzvali, ampak ja, bi se pa ful veseli. Predstava je prejela predvsem pozitivne kritike. Gledalcem je bila najbolj všeč pristnost otrok ter čustvena vsebina. Zanimal pa nas je tudi pogled igralcev na predstavo. Kateri del predstave vam je bil najbolj všeč? A lahko kar tebe vprašam? Meni je bil najbolj všeč del, ko smo pucali kopalnico. Zakaj pa? Ne vem, ker sem bila lahko na tleh, meni pa všeč biti na tleh. Ker del je bil pa tebi najbolj všeč? Ta prvi. Kaj se pa dogaja v ta prvem delu? To, da najprej se mi gremo igrati in da pride učitelj in potem se pa mi hitro usedemo. Kakšen je občutek, ko stojiš na odru in ti cela dvorana ploska? Ja, dober. Pa ponosen si na to, kar si naredil. Kaj ti je pri igri toliko zelo všeč? Pač da sodeluješ s svojim soigralcem, pa da lahko pač potuješ po Sloveniji, pa igraš za druge ljudi, da vidijo, kaj lahko uspeš, če potrudiš se. Vsekakor pa je delo z otroki gotovo drugačno kot delo z odraslimi igralci. Vi delate predstave tudi z odraslimi. Kakšna je pa mogoče razlika med otroškimi in odraslimi predstavami, sploh kar se tiče nastajanja same predstave? Ja, ne vem, mogoče mi delamo tako specifično, no, ker naša Lucija piše besedila, do zdaj so bile vse avtorske, tudi Srote in tudi za odrasle dve predstavi sta bile avtorske. Tako da, ne vem, mogoče bo Lucija kaj boljš povedala, ampak meni se sploh ne zdi čisto nič nobene razlike, še ko sva z otroki delali, sva rekli, lej, ta je pa tako kot tisti pri odraslih, no, tako zelo podoben, no, nastaja zelo podoben, vedno smo tako aktivni, vsi igralci, tudi otroci so bili tukaj aktivni, so zraven pač prispevali velik delež, enako je tudi pri odraslih, tako da sploh ne vidim razlike v bistvu. Glede na uspeh predstave si je Srote gotovo vredno ogledati na prihajajočih ponovitvah. Boste s Srotami še kje nastopali? Ja, zdaj gremo na počitnice, Srote bo zdaj počivale, imamo pa po septembra, oktobra, imamo plane nastopati v Bohinju, v Zasipu še enkrat mogoče, pol gremo na Štajersko gostovati. Nekaj imamo odprtih variant, ampak
moramo še fiksno določiti, tako da ja, bomo sigurno še kje gostovali.